1. septembrski teden je seveda v znamenju začetka novega šolskega leta. Priprave pa so se začele že v avgustu, kot nam je povedala ravnateljica Srednje ekonomske šole. Ja, mi smo v tem šolskem letu začeli oziroma že od 13. avgusta nekako se pripravljamo na štart, kajti potrebno je pripraviti bilo kar nekaj stvari za zagon, se pravi najprej razpisati izpite, dopolnilne popravne izpite, potem pa tudi matura, ki se je začela 24. avgusta, se pravi poklicna matura, splošna matura, no in matura je trenutno še danes in jutri še nekaj poteka, potem je v izteku, tako da v bistvu že poklicno maturo 7. 9. dobijo naši kandidati rezultate, potem en teden v zamiku pa še splošna matura. Kar se tiče pa samega štarta, včeraj se je začelo novo šolsko leto, moram reči, da je kar pestro, novinci prihajajo in letošnje leto imamo nekaj čez 900 vpisanih dijakov, to se pravi 31 oddelkov, no in da so učitelji dobili vsa navodila, ki so potrebna za prve razredne ure, je bila pač prejšnji teden konferenca, ko smo dejali vse tiste navodila oziroma vse tiste res aktualne informacije, ki so potrebne, da se opozori tako prve letnike, se jih seznani šolskim redom s pravili in tako naprej, z ocenjevanjem znanja, recimo tudi vsemi pravilniki, s potekom pouka, organizacijo in tako naprej, no in seveda tudi za vse ostale do 4. letnika. Pa ste zadovoljni z letošnjim vpisom? Je manjši, večji glede na pretekla leta? Letošnji vpis je nekoliko manjši. Lansko leto smo imeli skupaj z maturitetnim tečajem vpisanih 938 dijakov, letos jih predvidevamo 30 manj. Maturitetni tečaj se še vpisujejo, kajti maturitetni tečaj se začenja v oktobru, no in pričakujemo 36 novincev tudi na tem področju, drugače rednih dijakov imamo pa 765. Kako je pa v teh dneh v prvem tednu poskrbljeno za varnost na vaši šoli? Ja, glejte, mi imamo eno tako tradicijo, že res dolgoletno, ki je, moram reči, vsaj 15-20 let tukaj na šoli in sicer prvi letniki so vedno sprejeti v našo skupnost oziroma med dijaki s tako imenovanim krstom. No in ta krst bo letos v petek, to se pravi 4 dni od začetka pouka, no in v tem času ponavadi pokličemo varnostno službo, tako da pride varnostnik, da poskrbi za red na šoli, oziroma da nam pomaga, kajti neka tradicija je tudi, da višji letniki prinesejo s sabo mogoče tudi kakšno koruzo pa moko in potem še malo po avli pomečejo oziroma s tem krstijo tudi prvošolce, no in da v bistvu nekje zreguliramo, da tega ni preveč, pa v bistvu potrebujemo tudi ta suport varnostne službe, čeprav potem, ko se bo pa krst končal, varnostnika nimamo, ker pač menimo, da smo v varnem okolju in ga ne potrebujemo. Na šoli so zelo ponosni na evropski oddelek. Na evropskem oddelku na gimnaziji v bistvu projekti tečejo tako, kot so bili zastavljeni, v bistvu nekje v takem obsegu in tudi dijaki, moram reči, so kar zelo zadovoljni z načinom dela, prilagajanjem pouka in z drugačnimi metodami didaktiko pri pouku, kajti veliko pouka poteka ne samo v matičnih učilnicah, ampak tudi na terenu, na projektnih dnevih izven šole, na različnih lokacijah v Sloveniji. Zelo aktualne so pa seveda vse te mednarodne izmenjave, ki se dogajajo z različnimi dijaki na različnih koncih sveta oziroma trenutno bolj v Evropi. Je pa tudi evropski oddelek v letošnjem letu na ekonomski šoli v 3. letniku, oziroma že v 4., kajti mi smo pred 4 leti začeli izvajati na ekonomski šoli kot pilotski šoli evropsko in globalno dimenzijo. Takrat nas je stopilo v ta projekt evropskih oddelkov, v bistvu, če lahko tako rečem, ali evropske globalne dimenzije, kot se uradno imenuje, 5 slovenskih strokovnih šol in moram reči, da se tudi na tem področju, na ekonomski šoli, dijaki zelo pohvalijo z drugačnim načinom, drugačnimi pristopi dela. Letošnje leto je tudi leto obletnic v šolskem centru. Leta 1949-50 se je na kamniškem področju začela izvajati
gimnazija oziroma so se vpisali prvi oddelki gimnazije, ne sicer na tej lokaciji, ampak na eni drugi. No, ampak pred 30 leti so se pa preselili na to lokacijo, kajti ŠCRM v takem obsegu, kot obstoja, je bil dograjen kot hiša, dograjen leta 1979. No in letos imamo v bistvu dvojno obletnico, ali pa lahko rečemo celo trojno, in sicer 60 let obstoja gimnazije v Kamniku, potem 30 let obstoja ekonomskega izobraževanja v Kamniku in seveda 30 let hiše, če lahko še to zraven dodam. V redu, najlepša hvala. Prosim, enako.